11. maja se bo v Mariboru odvil drugi mednarodni kongres smeha. Organizatorji namreč želijo ponuditi smeh kot dopolnilno terapijo zdravnikom, pa medicinskim sestram in zdravstvenikom, delovnim terapevtom, psihologom, socialnim delavcem, učiteljem in vaditeljem joge, ter seveda vsem, ki se že ali pa bi se radi ukvarjali s smehom. Več o tem, kaj sam kongres, kot rečeno 11. maja, prinaša, pa Simona Krebs iz Mednarodnega inštituta za smeh v Mariboru. Dobro jutro. Dobro jutro. Simona, kot rečeno 11. maja se kongres začenjate z dopoldanskim delom, kongresnim, in popoldansko-večernim, tekmovalnim, o tem bo še kakšno rekla. Kaj bo na samem kongresu možno izvedeti? Smeh je glavna tema, ampak kaj natančno? Tisti glavni cilj dejansko tega dopoldanskega dela je strokovno izobraževanje, smeh, dopolnilna terapija. Dejansko bo predstavljen smeh iz različnih vidikov stroke, kot je z psihologije, recimo interne ali diabetologije, smeh kot recimo, kako se smeh uporablja lahko tudi za preprečevanje kroničnih obolenj, smeh in genetika, recimo skratka iz različnih področij želimo znanstveno osvetliti to temo smeha, tako z tujimi in domačimi predavatelji. Že star pregovor pravi, da je smeh pol zdravja. Kaj pa kažejo raziskave na tem področju? Da je smeh mnogo več kot samo pol zdravja. Kaj natančno? Prej smo se pogovarjali, da pri diabetikih je zelo pomembno smejati se. Ja, delamo eno zelo zanimivo raziskavo, in sicer v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na diabetološkem oddelku. In zdaj te prve preliminarne študije kažejo, da že pol ure te joge, smeha, smejalne telovadbe signifikantno znižajo sladkor. S tem, da je morda zelo zanimivo tudi, ali pa pomembno povedati, da je v vzorec zajeta skupina ljudi, ki imajo težave s sladkorjem. To pomeni, da imajo povišan krvni sladkor, vendar še niso na inzulinski terapiji. Tako da bi morda lahko sklepali, da tudi z smehom in s tem načinom vadbe, smehovadbe, če jo lahko tako imenujemo, lahko na nek način nadziramo svojo sladkorno bolezen. No, pri Mednarodnem kongresu smeha sodelujete z Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Kdo bodo predavatelji na samem kongresu? Ja, univerza je zelo velikodušno in pa tudi odprto pristopila k temu sodelovanju. Nenazadnje je tudi podprla 2 magistrski nalogi na to tematiko in iz same nekako univerze želimo najti eno sodelovanje tudi za naprej in pa podporo, da je pomembno, da se smeh vpelje ne samo kot ena oblika te vadbe, ampak tudi, da je iz tega znanstvenega in strokovnega vidika podprta morda tudi kdaj naprej v šolstvu, ne samo v zdravstvu kot oblika terapije. O zdravstvu nekako smeh v Sloveniji imamo občutek, da ni preveč zaželjen. Tudi zdravniki, ko prihajamo k njim, imajo takšne mrke obraze. Tudi zgodba, na primer, rdečih noskov je takšna, da so imeli kar težave priti v slovenske zdravstvene inštitucije. So res slovenske zdravstvene inštitucije tako zelo zaprte za to možnost zdravljenja s smehom? Ali pa vsaj prijaznimi nasmeški zdravnikov? Jaz mislim, da dejansko je potrebno ozavestiti in pa res iz tega strokovnega vidika prikazati, da smeh ima res posledice tako na samo telo, na zdravje, kot tudi na odnose. In jaz upam, da se to iz dneva v dan bolj spreminja in da se bojo tudi te zdravstvene ustanove začele zavedati pomen tega in nekako vpeljale to dodatno terapijo z smehom tudi v svoje ustanove in nenazadnje ne koristi to samo za bolnike, recimo obiskovalce teh ustanov, ampak tudi za zaposlene. In jaz sem zelo vesela, da so rdeči noski tudi na tem kongresu z nami, kajti imajo tudi oni eno čudovito poslanstvo, ki ga peljejo skozi to svojo vizijo. In jaz sem prepričana, da nekako skupaj bomo uspeli nasmejati veliko več Slovencev in tudi upam, da navzven ljudi. Se je za kongres še mogoče prijaviti, oziroma na koga ciljate, da se prijavi na kongres? Za ta strokovni dopoldanski del nekako si želimo, da bi se odzvalo čim več ljudi iz stroke. To je vsi tisti, ki se ukvarjajo z ljudmi, ali je to zdravstvo, ali je to sociala, ali so recimo ali so tudi specialni pedagogi, skratka vsi, ki nekako sodelujejo ali delajo z ljudmi. Na tem kongresu bojo dobili tudi strokovno znanje, tudi podprto kot
kot strokovno izobraževanje kongres podprt tudi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in pa Zbornici delovnih terapevtov, prijavljen tudi pri Zdravniški zbornici, vendar še tukaj čakamo na odgovor. Drugače pa so dobrodošli vsi, ki bi želeli več zvedeti o smehu kot o dopolnilni terapiji, medtem ko za ta popoldanski del je pa dejansko so vabljeni vsi ljudje, ki se želijo smejati brez razloga in uživati v tej energiji, v salvah, različnih panogah, ki bodo na tem večernem delu. Tako v večernem delu bo še kakšno rekla, še prej pa čas, da si privoščimo nagradno igro. In sicer v tem trenutku na vas čakajo takšne posebne šumeče tablete, ki so gnojilo za vaše balkonsko cvetje. Pod našo številčnico, pod naših 9,5, pa smo skrili nekaj, kar simbolizira nasmeh, takšen mednarodni znak, če čisto natančno rečemo, kaj je torej skritega pod našo številčnico 090 93 60 32, naša telefonska številka. Kot rečeno, nekaj takšnega, kar simbolizira nasmeh, dobro voljo. Vsi to dobro poznamo iz televizije, iz filmov, iz stripov, iz časopisja. Skratka, znak, ki se nam je dodobra vtisnil v spomin. Večerni del torej namenjen smejanju brez razloga, če rečemo, ampak s čisto dobrim razlogom imeti se fajn in tudi tisti, ki bodo najboljši, lahko dobijo tudi zelo lepo nagrado. Ja, res je. Tista glavna nagrada je 5-dnevno jadranje po Jadranu za 2 osebi in recimo, da si lahko samo z smehom in s to svojo igrivostjo prislužiš eno takšno nagrado, se mi zdi vredno poskusiti. V več kategorijah bo potekalo samo tekmovanje v festivalni dvorani Lent, namreč se bo dogajalo, katere so te kategorije različnega smeha? Različni smeh. Dejansko so to kategorije, ki so prišle iz tujine in jih tudi že tam prakticirajo na teh tekmovanjih po svetu. In sicer prvi bo recimo prašičji smeh, vražji smeh, potem bo smeh na kolenih, valjajoči smeh, smeh v pari. Skratka, kar nekaj teh zabavnih panog in cilj je, da bojo vsi ti tekmovalci, ki so, nekako okužili celotno publiko. In ta publika bo potem tista, ki bo določila oziroma za svojim aplavzom nekako izbrala tistega najbolj nalezljivega. Tako, nekoga imamo zdaj na telefonski liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Dober dan želim. Cvetka iz Dobrave. Pozdravljeni, Cvetka. Od 1 do 9 so polja na naši številčnici. Katero polje odpiramo najprej? 5. 5. Iščemo torej znak, ki simbolizira nasmeh, mednarodni znak za nasmeh, bi ga lahko tudi rekli. Kaj je tole? Kaj bi pa to bilo? Kaj bi to bilo? Videli ste ga zagotovo že. Aha. Ja. A bo šlo? Angleški ali pa slovenski izraz iščemo? Smeško. Smeško, tako. Smiley ali smeško, tako. Ste ga videli že, ne? Ja, seveda. Seveda, kdo ga pa ni videl. Tako bilo prijetnih nasmehov tudi v vaših rožicah, namreč zagotovili ste si tele šumeče tablete, gnojilo v obliki šumečih tablet Plantela, podjetje Unikem, naj vam rožice lepo cvetijo. Ja, hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Se še lahko prijavimo tudi na tekmovanje v smehu, dokdaj, tudi morda na samem prizorišču, še za tiste zamudnike? Tako, za tiste, ki rabijo malce več spodbude in se ne bodo prijavili preko spletne strani kongresa, dejansko sprejemamo prijave tudi na samem prizorišču, tako da so tekmovalci zelo, zelo vabljeni, prav tako pa tudi obiskovalci. Podrobnosti seveda na spletu. Na spletu. Tako v iskalniku tipkajte Kongres smeha in pridete do vseh informacij. Simona, najlepša hvala, obilo smeha še naprej in uspešno pri pripravi kongresa bodo tekmovanja. Hvala lepa. Hvala lepa.